Izšla je dvojna številka revije ESG, številka 179-180. Zelenega prehoda Slovenije ne bo brez zelenih tehnologij. Magistra Marija Čebular Zajec z Direktorata za industrijo, podjetništvo in internacionalizacijo v uvodnem intervjuju pravi, da Slovenija v zeleni tehnološki revoluciji ne sme zaostajati. Pri tem misli na tehnologijo obnovljivih virov energije, na tehnologije za shranjanje električne energije in toplote, na toplotne črpalke, omrežne tehnologije, tehnologije trajnostnih alternativnih goriv in druge. Evropska unija si bo namreč prizadevala, da bo do leta 2030 40% ključnih tehnologij, ki jih potrebuje za odgovor na podnebne spremembe, zgradila in proizvajala sama. Zdaj je zelo odvisna ne le od Kitajske. To zahteva tudi predlog nove uredbe o neto ničelnih emisijah v industriji. Ne bo lahko. Vendar v reviji predstavljamo tudi nekaj praks, kako podjetja uvajajo zelene tehnologije in kaj pričakujejo od države. Zanimivo pa je, da posodobljeni NEPN ne predstavlja problematike uvajanja zelenih tehnologij v Sloveniji. Če so zelene tehnologije trd oreh za poslovne odločitve, pa je morda za podjetja še večji izziv predlog iz Bruslja, da se sprejmejo skupna merila za preprečevanje zelenega zavajanja in zavajajočih okoljskih trditev. Trditve, da je nekaj zeleno in okolju prijazno, bo odslej potrebno dokazati. Nihče ne bi več potrošnikov farbal z zelenimi trditvami, ki so bolj marketinški trik. Nova uvedba je klic k poštenemu zelenemu poslovanju, ki upošteva standarde, meritve, protokole, analize. Zeleno naj bo torej res zeleno. Ali se bodo na trgu morali pojaviti zeleni detektivi ali pa bomo začeli res zeleno poslovati. V reviji povzemamo tudi strokovno konferenco Akademije Zelene Slovenije, kako vidike ESG vključiti v poslovne procese, pa tudi o žvižgačih pišemo. Še posebej pa vabim k branju intervjujev z dr. Dušanom Plutom o njegovi izjemni strokovni knjigi o ekosistemski družbeni ureditvi, z magistrom Bojanom Jošarjem iz družbe Triglav Skladi, Slavkom Zupančičem iz Krke in magistrom Aleksandrom Barvarjem iz Elesa, ki pravi, da je pri vodiku nujno sodelovanje energetskih družb z drugimi sektorji. Marko Hren z Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj pa utemeljuje, zakaj bo vlada še financirala SRIP-e, čeprav so njihove projektne pisarne šibke. Vabim k branju zelo aktualnih tem v reviji ESG.